Dobrodošli v današnjem ad hocu. Danes imam ta privilegij, da gostim kar dve gosti, in sicer Doroteo in Didi. Pozdravljeni. Pozdravljen. Za začetek, kako ste? Super, lepo, sončno. Ste prvič v takem studiu? V takem studiu ja, sva pa že snemali, tako da kot vidiš, Didi je vešča. Tako, je navajena. Nima treme. Ja. Če se za začetek dotakneva malce vas, rojeni ste v Slovenj Gradcu, potem ste se kaj kmalu preselili na obalo. Čutite kaj koroške krvi ali ste Primorka? Zakaj se imate? Če vprašaš mojega fanta, sem malo Korošica, ja, po karakterju. Ampak drugače sem že toliko časa na obali, da se moram prav spomniti, kje sem rojena. No? Tako da po duši sem Primorka. Če se vrnemo malce k vašemu otroštvu, boj, da ste imeli zelo radi živali že od malih nog, ste se igrali z njimi in pomagali. S kakšnimi živalmi ste se vse ukvarjali? Kako je to izgledalo? Kakšne spomine imate na otroštvo? Ja, jaz sem odraščala v bloku, tako da je bilo to malček omejeno, ampak še vseeno sem privlekla domov kakšne najdene mačke. Mami sem zatežila, da mi je kupila zajčka, hrčka, morskega prašička. Ko smo bile s sestro že malo večje, so nam kupili tudi psa, maltežana, s tem, da se je ta maltežan navezal na mojo mamo in je ona skrbela za njega. In potem, ko so rekli starši, da bi se preselili v hišo, sem bila najprej proti, ker sem bila sredi največje pubertete in mi je dejansko pasalo, da smo živeli v bloku. Ampak pol je rekla, le, če gremo v hišo, boš dobila svojega psa, in tako se je pol nadaljevala zgodba. Ja, to je prevesilo, ne, tehnica. Tako. Odkot pa ta ljubezen za živali? Kdo vas je navdušil? Mogoče kakšen moment? To je verjetno že malo moja genetika, verjetno sem to že prenesla s sabo, moji starši, bolj mama, no, oni so imeli več živali doma, več možnosti za imeti živali. Tako da, ne vem, izstopam vseeno v družini, kar se tega tiče, ampak vidim, da se noben ne buni, da jim je vsem kar všečno imeti prisotnost psa, mačke. Evo, po šolanju ste delali tudi v Mr. Petu. Je bila to vaša prva izkušnja z delom z živalmi? Ja, v bistvu jaz sem mislila, da gremo v Mr. Pet delati z živalmi, ne, sem pa večinoma se naučila marketinga in pa delo z strankami, kar mi trenutno dosti pripomore, ne, pri mojem delu. Seveda se je tam delalo tudi z zajčki, hrčki, kar smo tam skrbeli, pa kužki, kar so prišli na obisk, ampak največ sem se pa tam naučila v bistvu dela s strankami. Ja, je pa najbrž kar težko tam gledati te zaprte živalce. Kako ste vi to doživljali? Ja, je kar stresno, no, ko vidiš tam, da je žival cel cajt v tisti kletki, tako da jaz sem bila tam oskrbnik živali in sem jim pripomogla malček tako, da zjutraj pred odprtjem trgovine smo jih malček spustili v enem zagrajenem prostoru, da smo bili z njimi, da smo se z njimi ukvarjali, da smo jim v bistvu tiste kletke, ki smo lahko, da smo jim malo prilagodili, da smo jim nosili veje od doma, da so oni plezali, raziskovali in tudi, da smo gledali, da grejo res v dober dom, da se ne žival samo proda. Se pa zdaj v glavnem ukvarjate s psi. To je vaše poslanstvo. Zakaj psi? Kdaj ste se navdušili za njih? Prebral sem, da so čudeži na tačkah tudi. Tako so je, res res človeka je. najboljši prijatelj? Če ne drugo, vse najbolj zvest. No. Ne vem, če ti bo kdo tako zvest, kot ti je kuža. In tako je bila meni zvesta ta prva psička, ki sem jo takrat dobila, Lina. In tam se mi je pol v bistvu vse spremenilo. Ne. Jaz sem bila na faksu, sem mislila, kako bom šla v Ljubljano študirati, kako bom čisto nekaj drugega počela, in ko sem takrat z njo začela te pasje športe, se je to pol čisto obrnilo. Torej, če izbirava med psi in mačkami, definitivno psi? Smo imeli tudi dve muce, zdaj imamo samo še eno, ampak to je čisto druga zgodba. To ne moreš vzeti s sabo na izlete, se ne ukvarjaš, ga ne moreš toliko naučiti. To je v bistvu žival za imeti doma, za jo božati in ima drugačne fore kot pes. Ste pa od vseh domačih živali takoj največ naklonjenosti čutili do psov? Tako je, neko povezavo drugačno s psi, ja. Evo, z vami je danes tudi Didi. Če se malce obrneva k njej, to je borderski ovčar. Tako je, ja. Za kakšno pasmo gre? To gre v bistvu za ovčarsko, pastirsko pasmo. Oni v prioriteti pasejo ovce, njeni starši, oba dva sta tudi bila prava pastirja. In ona ima tudi to v genih. Njej se vidi, da ona vse, kar bi lahko, bi pasla.
tako da sem potem to probala čim bolj preusmeriti z nekim drugim delom, zato da ne bi ta pastirski nagon preveč se kazal kot nezaželjeno vedenje. Ne. Bojda pa imajo dosti energije. Ja? Zdaj ne zgleda, ne? Moramo vedeti tudi, da Didi ima 10 let, da je res navajena tudi biti umirjena, ampak je to res energijska bomba, ampak bolj kot fizično, bolj potrebujejo dosti mentalne zaposlitve. So pa tudi zelo pametni tej psi, ne? Toliko pametni, da jim že škodi včasih. Ja. Kdaj ste se pa prvič srečali s to pasmo? Kakšni so vaši prvi stiki, spomini na njo? Meni se zdi, da ko sem jaz bila pri Noni, da sem brala knjigo 5 prijateljev. In tam not je bil en črno-bel pes. In to je mene fasciniralo, kako je on bil z njimi in jih povsod reševal. In to je bil prvi spomin, ki se ga spomnim. In potem sem pa v Portorožu že enkrat prvič videla tega psa, ki je lastniku nosil žogico, lovil frisbee, ga poslušal vse, kar mu je rekel, ne, ker naša maltežanka njej si vrgo žogico in te gledala. Jaz ne bom šla to iskat. In jaz sem bila to, evo, to je ta pasma, ne. In tako tudi na srečo je prišla ta pasma pol tudi k nam v hišo. Je Didi prva psica iz te pasme? Druga? Druga, tako. Rekli ste, da ima 10 let. Kje pa ste jo dobili? V Ljubljani, prav v centru, ki se ukvarjajo prav z pašo. Tako da, ker sem že takrat vedela, da jo bom šolala za iskanje pogrešanih, sem v bistvu rabila nekega psa, ki ima tudi konstrukcijo tašno, ne, da nima preveč dlak, da ni konstantno izpadanje in umazana, in tudi, da ima nek nagon, ki ga jaz lahko pol preusmerim v drugo delo. Ne. Je pa zelo ubogljiva, ne? Tudi. Je bolj kot ostali psi, opažate ta pasma? Ona je tako, ko gremo mi na sprehod, vsi ostali psi vohajo, kopljejo, se igrajo, ona hodi poleg in me gleda, dej, reci, kaj hočeš, da delamo. Konstantno rabi neko animacijo, neki se delati z njo. Če se ti mentalno ne ukvarjaš z njo, potem začne kazati nezaželena vedenja. Ne. Je pa tudi reševalna psica, vidimo, da ima tudi tole rutko. Poleg tega pa vam pomaga iskati pogrešane, kot ste že dejali prej. Ste namreč vodja enote za iskanje pogrešenih, zelo zanimivo in zahtevno delo. Verjamem, da tudi kdaj naletite na kakšne neprijetne trenutke. Kdaj ste se odločili za to in kako za to delo? V bistvu s to prvo psičko sem jaz najprej začela delati agility, ker sem jaz delala, da ona rabi neko zaposlitev. In sem videla, da njo ta pasji šport v bistvu dela še bolj živčno, kot pa da bi jo umirjalo in jo zaposlilo. In takrat so me povabili v enoto, da pridem probat in je psička res v 3 mesecih ekstremno napredovala. In potem sem jaz padla noter. Najprej sem mislila, da bom to počela samo ljubiteljsko, potem smo šli na prvo iskalno akcijo, pa je bila zanimiva, pa na drugo iskalno akcijo, pa je bila uspešna. In tako potem nekako pelje dalje. Ne. Zdaj se je sicer in meni in Didi malo življenje obrnilo, tako da Didi je zdaj sveže upokojena. Jaz sem tudi počasi prepustila funkcijo vodenja mlajšim. Ne. Prepuščam ostalim, da se učijo od naju in da bojo počasi tudi oni prevzeli te funkcije. Je bila Didi uspešna pri iskanju? Didi je našla pogrešano osebo in to 2-krat. Tudi. Ja, vsaka pasma pa najbrž ni sposobna za to, ne? Zdaj tako, za reševanje je pomembno, da je pes neke srednje velikosti, se pravi, da se ne prehitro utrudi, ne? Da je zmožen on še vseeno 2-3 ure delati, da ima dlako tako, da je primerna, se pravi, da se ne preveč zaplete v vsako stvar in predvsem, da ima željo sodelovati z vodnikom in da ima nek nagon, ker mi te reševalne kužke učimo, da najdejo to pogrešano, zato da so potem nagrajeni. Se pravi, ali da ima rad hrano, ali pa da se rad igra žogico ali pa z igračko. Ne. Pa potrebujejo psi kakšne določene izpite za to? Ja, tako pes kot vodnik rabi izpite, preden se karkoli začne. Tako da 2 do 3 leta najmanj traja šolanje, da ti sploh lahko greš na iskalno akcijo. In kako izgledajo te izpiti? Kaj vohajo, kaj... Ja, v bistvu vodnik mora iti na 3-mesečno izobraževanje, ki ima potem, mislim, da od 5 do 7 izpitov na koncu in potem še s psom delaš 3 stopnje izpitov, kjer mora kuža najprej pokazati, da je poslušen, dela tvaja brez povodca in potem mora najti 1 do 4 pogrešane osebe. In to vse brez nagrade. To pa je težek zalogaj, ne? Tako, Ne uspe vsak pes.
Ne, večina psov je tako, ok, je nagradica, če ni nagradice, me ne zanima. Ja, evo, že sliši Ja, že vejo, besedico na te nagrada. besede že poznajo. Ja. Evo, poleg tega pa ste tudi predsednica Aktivnih tačk. Tako je. Kako bi v parih besedah opisali to društvo? Društvo je nastalo prav na pobudo vodnikov reševalnih psov, z namenom, da ustanovimo neko društvo, ki pomaga pri iskanju pogrešenih, predvsem v naravi. Ne? Ruševine imamo tako bolj kot alternativo, predvsem smo pa usmerjeni, da tle na območju južne Primorske iščemo pogrešene osebe v naravi. Koliko časa pa že deluje? Društvo je zdaj aktivno 3. leto. Zakaj pa takšno ime? Ste ga vi izbrali mogoče? Ja, zato, ker smo aktivni od jutra do večera in tačke so pa itak del našega življenja. Ja. Imate pa tudi poligone na Tribanu, če sem prav zasledil. Tako je, tako. Tako. Dobro. Utrujen pes je priden pes, sem prebral. Potem sklepam, da rabijo psi veliko pozornosti. Koliko sploh bi bilo priporočljivo, da mu namenjamo recimo na dan, ali opažate, da se ljudje premalo ukvarjajo s svojimi hišnimi ljubljenčki oziroma psi? Ja, res je. Kar opažam, so psi pretežki, imajo preveč nakopičene energije in to potem tudi vodi v dosti nezaželenih vedenj. Tako da Didi recimo in ostali naši kužki dobijo nekje 1,5 ure sprehoda, ki vključuje tudi mentalno delo, s tem, da tudi doma imajo svoje mentalno zaposlitev, ne, in tako potem tudi ostanejo umirjeni. Ne. Tako da odvisno je malček od pasme, zdaj sigurno nek mops ne bo rabo isto kot labradorc ali pa border collie, ampak še vseeno fizično in mentalno zaposlitev rabi vsak pas. Ja, veliko imam prijateljev, ki imajo v stanovanjih svoje pse, bodisi ker živijo v bloku ali drugih stvari. Kako gledate na to, na te pse, ki preživijo večino časa v stanovanju? Ja, kako je bilo včasih, ne, so bili psi zunaj, so bili čuvaji, so bili v boksih, na ketnah, zdaj se je to čisto spremenilo, zdaj so psi v stanovanju. Jaz osebno imam tudi psa v stanovanju, tako da vidim, da je to psu ustreza, ker je rad s človekom, je pa še vseeno več dela potem, ne. Tudi ti si nekako malo bolj prisiljen iti s psom ven, kot pa če ga imaš samo zaprtega na vrtu in si misliš, vse se je tam zlaufal, ne, tako da za psa je to dobro in tudi za tebe, da greš ven, ne glede na to, kakšno je vreme, ne samo kadar je sonce, ampak tudi ko je burja in dežuje, da greš in se z njim ukvarjaš, da imaš potem doma mirnega kužka. Če ne drugega, da gre med pse malo in te druge vonjave tudi, da proba. Pomembna pa je tudi pasja psihologija. Koliko pa ljudje vejo sploh o tem, koliko dejansko pomaga, česa se naučijo tam? Ljudje v bistvu zadnje čase psa precej primerjajo z človekom in s tem mu delajo dosti škode in zato tudi popolnoma narobe razumejo psa. Tako da naša naloga v društvu je, da lastnikom, predvsem novim lastnikom, ki niso imeli prej psa, malček razložimo to pasjo psihologijo na tak enostaven način, da jo oni razumejo, da sploh vejo, zakaj se določen kuža kako obnaša. Ne? Ker psi imajo tudi nagone, ki jih mi nimamo. Jaz osebno nimam plenskega nagona, da bi lovila neko mačko, da bi potem kaj z njo počela. Medtem ko psi imajo različne nagone in različne potrebe in če mi te nagone in potrebe zadostimo tako, kot jih pes rabi, je tudi on bolj srečen. Ne? Kakšen ima pa Didi nagon do mačk recimo? Ona bi jih pasla, ona bi vse mi prinesla domov in ti se pol ukvarja z njimi. Jaz sem ti jih dala na kup, zdaj je to tvoje delo. Ja. Imate pa v Aktivnih tačkah tudi pasjo šolo. Zakaj bi nekomu svetovali, da pride k vam, da da psa sploh v šolo, kaj s tem pridobi? Ja, vsi mislijo, da peljajo psa v šolo, ne, pol pa ugotovijo, da so peljali sebe v šolo. Ne. Tako da sploh začetni tečaj, ki je namenjen vsem novopečenim lastnikom ali pa mladičkom, je namenjen predvsem temu, da se lastnikom razloži, kako sploh delati s psom. Pač treba je tudi vedeti, da živimo v hitrem tempu življenja, da se je malo spremenilo, ni tako kot včasih in kako v bistvu nekega psa, ki bi živel na kmetiji in pasel ovce, prilagoditi trenutno našemu življenjskemu stilu, razumeti, zakaj on laja, zakaj on ščipa za gležnje, ne? Da oni to razumejo in da potem znajo tudi pravilno postopati. Ja, se pa tam tudi srečujete z različnimi pasmami. Imate že recimo, že veste vnaprej, katere so bolj ubogljive, katere se prej naučijo stvari?
Ja, sigurno, pač prinašalski tipi, ovčarski tipi, to so bili pač psi, ki so bili narejeni za delo z človekom, ne, in bo definitivno lažje delati s psom, ne, ampak je pa tako, kot jaz rečem, vedno je nekdo na drugi strani povodca, ne, in to je potem tista komunikacija in tisti odnos, ki ga ima sta pes in vodnik, ki dosti spremeni, kako se bo pes obnašal. Je kakšna pasma, ki se je ne da naučiti vseh stvari? Ni. Vsakega So pa psa taki si- lastniki, ki jih je težko naučiti. Kako pa poteka šolanje pri vas? Tako kot podobno, kot ste že prej omenjali, verjetno izpiti, določeni testi, se dobi tudi kakšen certifikat potem? Kar se tiče šolanja reševalnih psov, poteka v bistvu 2-krat na teden, enkrat poslušnost, enkrat iskanje. In potem morajo iti vodniki seveda na izobraževanja, ker dobijo potrdila, da so se tega udeležili, in tudi kužki. Recimo, ko opravijo izpit, dobijo tako medaljico, kjer gor piše, da je to v bistvu reševalni kuža, ne. Kar se pa tiče, Didi dol. Kar se pa tiče teh šol, ki jih imamo za mladičke in za odrasle pse, pa v bistvu poteka tako, da prve ure namenimo predvsem vzgoji in socializaciji. Ker to se zadnje čase malo pozablja, da v bistvu kuža je socialno bitje in potrebuje ogromno socializacijo v prvih 2 letih, zato da bo on potem lahko res mirno sobival z nami. Kateri so pa kakšni triki, ki se jih prvo naučijo te mladi psički? Trike imajo Tiste zelo radi, osnovne stvari. kar se tiče trikov, imajo zelo radi kužki, zaradi tega, ker je takrat vodnik zelo sproščen, ko dela z njim trikce, recimo. Mi pa najrajši naučimo vodnike, da znajo uporabljati povodec, se pravi, da ne pes, ne vodnik ne vleče na povodcu, da dobijo očesni stik, se pravi, da ga kuža se nauči tudi pogledati in komunicirati z njim, in pa odpoklic je ena taka stvar, ki jo imajo vsi zelo radi in je predvsem varna tudi za kužke, no. Imate pa tako individualna dela, kot tudi skupinska dela. Katero je Tako. bolj učinkovito? Zdaj tako, individualno delo je dobro zaradi tega, ker lahko se točno posvetimo, sploh kadar pridejo že kakšne evidenske težave, ne. Potem pa svetujemo vsem, da se pridružijo skupinskemu tečaju, zaradi tega, ker se tam potem pes nauči in med drugimi ljudmi in med drugimi psi izvajati te vaje in tudi v urbanem okolju, ne. Ker življenje ni na poligonu. Na poligonu gremo mi samo čez tiste osnove in potem moramo iti v mesto in delati stvari, kot jih počnemo drugače, ne. Mi drugače nismo na poligonu, življenje ni tako mirno, kot je na poligonu. Didi, parkiraj. Parkiraj. Ajde, parkiraj. So pa pri teh urah Parkiraj. šolanja so lastniki vedno prisotni zraven? Ja. Ker namen je, da mi lastnikom povemo, kako mora delati s psom, ne. Kuža z mano, jaz ko ga primem v roke, jaz imam drugo energijo, nimam čustvene navezave, on se bo čisto drugače obnašal, ne. Mora vodnik tisti, ki bo vedel, potem ko zapusti šolo, kako reagirati ob določenih situacijah, ne. Torej do kakšnih bojev ne more priti, ko so tam vsi na kupu? Zelo redko, res. Psi, ko so spuščeni, ko niso na povodcu, se popolnoma drugače obnašajo, kot so, kadar so na povodcu, zato mi tudi ne maramo tega stika, ko so na povodcu, zato jim tudi omogočamo, mi temu rečemo igralne urice, se pravi 1 uro na teden, ki imajo psi možnost biti spuščeni na poligonu, se igrati in komunicirati po pasje, ne. Imate pa šolanje ne samo za najmlajše psičke oziroma mladičke, ampak tudi za malce starejše, brez predhodnega znanja. Tako. Opažate, da se lažje izobrazijo v navednicah tej mlajši ali to ni Ja, definitivno. osnova? Ja? Mlad kuža se bo hitro naučil. Vidim, ko imamo šolo za mladičke, to traja, ne vem, mesec, 2, psi se naučijo ogromno vedenj, če ti delaš z njimi, ne. Ampak to še ne pomeni, da ti odraslega psa ne moreš naučiti, ker sploh te osnove, da ti on lepo hodi na povodcu, da pride, ko ga pokličeš, to je vse odvisno samo od tebe. Če boš ti vztrajal, bo potem se kuža tudi naučil, ne. Pridejo pa k vam tudi kakšni psi, ki se recimo bojijo ali pa imajo negativne izkušnje iz preteklosti. S kakšnimi recimo pasjimi travmami se vse spopadate? Kako takrat postopati? Ja, zadnje čase, sploh od korone dalje,
Imamo ogromno kužkov, ki trpijo za raznimi težavami, ali je to strah pred drugimi psi, ali je to strah pred ljudmi, ali je katerikoli drugi strah. In tlele res takrat delujemo predvsem individualno, da gremo čez to, da vidimo tudi, kako lastnik to dojema, ne. Ker največji problem je, da Didi, parkiraj, čakat. Da lastnik recimo posvoji psa in reče, joj, ta pes je doživel travmo in je potem ta lastnik non-stop v krču, joj, on je travmatiziran, ne. In ta pes nikoli potem ne gre ven iz tega ovoja, da bi se sprostil, ker ga že lastnik dojema kot, joj, ti si bogi, ne. Tako da tle je potem ta naša naloga, da naredimo tudi lastnika, da je bolj samozavesten, da bolj zaupa psu, da naredijo kakšno nalogo več in potem oba dva napredujeta. In pol, ko enkrat napredujeta, ko lastnik vidi, da moj pes zmore, potem to ful lepo steče. Imate kakšen stik tudi z zavetišči mogoče? Ma bolj malo. Imate pa tudi šolanje za psov za slepe. Ja. Kako pa to izgleda? So tukaj primerne vsake pasme spet? Ali? Dejansko se uporablja največ labradorcev, nekaj se uporablja tudi velikih kodrov, zlatih prinašalcev, kakšen nemški ovčarje, ampak večinoma so labradorci in tudi uporabniki, se pravi slepe osebe, si želijo predvsem labradorcev. Ja, še eno zanimivo delo, ne? Ja. Se dejansko lahko slep človek v popolnosti zanese na psa? Večina se v popolnosti zanese. Živite sama potem? Večina, ja. Kakšni imajo pomočnika, ampak to je predvsem to, da oni grejo ven, da se počutijo bolj mirno, bolj samozavestno, ne. In dejansko tudi jaz, ko si dam gor prevezo, jaz moram psu 100% zaupati, ker ni vse v tisti palici, se hitro ti dezorientiraš in tudi pes čuti, če mu ti ne zaupaš, on tudi ne vodi dobro, ne. Tako da slepi to znajo še dosti boljše kot mi, ki smo videči, in res se zelo, zelo hitro zanesejo na psa in pol so samostojni. Kam se oni grejo, sploh si ne bi človek predstavljal, res. In redko kdaj gre kaj narobe, verjetno, ne? Da bi pes kaj Vsi se zafrknil. res so zvesti, tudi potem, ko živijo s to osebo, so non-stop skupaj, ne. Oni ponavadi niso toliko zaposleni kot mi in so res tako navezani na svojega človeka, da res prevzamejo prav to vlogo, da morajo skrbeti in voditi to osebo. Imate pa v vašem društvu tudi poskrbljeno za varstvo, recimo kakšnih psov, če grejo lastniki kam. Tako. Je zanimanje za to? Ja, vedno več je teh kužkov, vedno več je zanimanja, tako da, če bo vse po sreči, bova drugo leto Žikcem odprla tudi pasji hotel. Super. Se Didi potem igra s temi psi? Ma Didi je bolj ona šefica. Aha. Ona pove, ne smeš skakati na mizo, ne smeš iti predaleč, pridi blizu, tako da ona je glavna tam. Evo, že ste omenili vašega moža, sam ga poznam iz rokometa, skupaj sva igrala, pa tudi so kot sodniki, vendar rad smuča tudi. Tudi. Ima tudi rad pse oziroma živali? Tudi on ima svojega psa, ja. Tudi reševalnega psa, izšolanega. Ste ga vi navdušili za to? Ja, seveda. Vam pomaga tudi? Ja, res Žiga. Brez njega ne bi zmogla vsega tega, ker res to je delo od jutra do sutra, tako da je tudi lepo, da so ga moji kužki zelo lepo sprejeli in mi pomaga tako kot pri delu, pri šolanju, kot pri vseh vsakodnevnih opravilih. Torej, doma koliko psov imate? Jaz imam 2 in on ima enega. Je pa tudi, ste mi prej pokazali ta povodec, da tudi to izdeluje. Ja, Žiga ima ročne spretnosti in se je podal še v te vode, da izdeluje te gumijaste, nepremočljive povodce in ovratnice za kužke, ker njegov kuža je alergik in vsako ovratnico, ki smo mu dala, je dobil grde izpuščaje. In potem, ko je odkril ta material, sva se navdušila, da je res mehek za uporabo in Žiga, evo, nekaj odnesel od rokometa. Ja. Boje imate zelo radi vodo, vi osebno in morje. Ja, jaz sem riba po horoskopu, tako da. Tako da verjetno čakate poletje, ko me čakate, ne? Tako, kar Žiga smuča, jaz sem večinoma v vodi. Kako pa Didi z vodo? Ona obožuje. Ja, skače, plava. Mi preživimo celo poletje, večinoma na Režani, Dragoni ali pa na morju. Tudi nekaj pasjih plaž je tukaj, Koper, Izola. Ja, zdaj se je kar razvilo, pohvalno. Kaj pa sicer še za zaključek radi počnete, poleg
posvečanja pozornosti psom? Predvsem hodimo radi v naravo, smo radi zunaj, se ukvarjamo trenutno z gradnjo hiše, temu posvečamo dosti pozornosti, gremo tudi kaj žurat, smo družabni, socialni, imamo prijateljev dosti, tako da to je, ampak trenutno, če smo iskreni, največji del našega življenja posvečamo druženju s kužki in šolanju njim. Doroteja, najlepša hvala, da ste bili moja gostja v studiu, skupaj seveda z Didi in srečno naprej. Hvala za povabilo in enako. Hvala. Dragi gledalci, prišli smo do konca, hvala za pozornost in lep pozdrav do naslednjič. 150 trikov se je naučila v 6 mesecih. 150? Jaz se ne spomnim več vse, kaj ona zna. Ona ve. Sedi. Prosi. Skri. Skri. Kuku. Ja, ne takrat, ko je imela križno. Ja, to se vse dala delati. Nazaj, stoj. Nazaj. Pokažemo, kako lula je moški. Kako lula je moški, super. Vidi, povohaj, kaj smrdiš. Povohaj. Kaj smrdiš, povohaj. Nazaj. Prenesi povodec. Hvala. Right. Sedi. Dol. Bank. Ja, tako dol. Nazaj. Bank. Kako si pijana? Nazaj. Nazaj. A bolite tačka? Oj. Nazaj. Nazaj. Dol. Glavo dol.